Pozdravljeni na Ministrstvu za kulturo, na novinarski konferenci, kjer predstavljamo kreativne in kulturne industrije po slovensko. Posebej pozdravljam med nami magistro Darjo Radić, ki jo seveda poznate kot ministrico za gospodarstvo, ker seveda daje slutiti, da imata nenadoma gospodarstvo in kultura nekaj skupnega. In seveda tudi vse ustvarjalke, kreativne in kulturne, ki bodo predstavile projekte, ki spadajo v to področje. Na začetek morda malce enigmatično, ampak mislim, da bo ravno današnja novinarska konferenca povedala, kaj pravzaprav s temi kreativnimi in kulturnimi industrijami in sodelovanjem med različnimi področji je. Zato predlagam, da začnemo s okvirom oziroma uvodom obeh ministric, najprej gostiteljice ministrice za kulturo Majde Širce in potem magistre Darje Radić in se potem začnemo ukvarjati s konkretnimi projekti, ki spadajo na to področje. Majda, izvoli. Hvala, lepo pozdravljeni. Prvo dejanje je že levo in desno od nas in sicer naša knjižica, ki je izšla nedavno od tega, zato da bi nekoliko bolj poglobili vedenje in znanje o tem, kaj kulturne industrije so. Kajti o kulturnih industrijah se veliko govori, malo ve, gre za nek neulovljiv pojem ali predmet poželenja, ki pa deluje nekje ali pa prisoten pri nas po nekakšni inerciji in na nek način tudi brez večje dodane vrednosti. Sama vidim kulturnih industrijah in kreativnih industrijah seveda priložnost, da kultura se stopi ali vstopi vse pore našega življenja in da sobiva z vsemi segmenti pravzaprav našega življenja, zato tudi z Darjo tukaj sediva, pa ne samo v preteklosti tudi z drugimi ministri in ministricami, ki na nek način so znotraj kulturnih industrij tudi prepoznali možnost svojega preboja oziroma ne svojega preboja potencialov, ki so, kot pravim, neizkoriščeni okrog nas. Mogoče je znotraj kulturnih industrij, kjer definicije zagotovo najdete tudi v pričujoči knjižici z namenom, da bi nam približala ta pojem, je še najbolj zavajajoč pojem industrij, ker asocira na tekoči trak množične proizvodnje, za kar pravzaprav pri ustvarjanju na nek način ne toliko gre. Meni osebno je bilo v enem trenutku enostavno dovolj ali rečem lahko dost, da smo se s kulturnimi industrijami še posebej v Bruslju srečevali in žonglirali dobesedno na papirju. Vprašali smo se potem, kako lahko s kreativnostmi, ki jih premore kultura in ustvarjalnost, lahko se premaknemo tudi v druge pore našega življenja in našega okolja. In ko je bilo tega papirnatega žongliranja, kot pravim, znotraj določenih strategij, ki niso se stopila v življenje dovolj, smo si postavljali zelo preprosta vprašanja. Preprosta vprašanja, ki so na nek način stimulirana bila v tesnobnem obdobju ekonomske krize in so se glasila, kako izboljšati kreacije, recimo v tekstilni industriji, še posebej, ko nam propadajo firme ena za drugim. Kako vrniti ceno lesu, kako dati težo komuniciranju pri predstavljanju določenih izdelkov malih in večjih podjetij, kako spodbuditi trg z oblikovalskimi kreacijami in kako všečno predstaviti artikle z dobrim dizajnom, s tem, da ne bo pomote, da ni dizajn tisti edini, ki je enačaj pri KKT-jih, to se pravi pri kulturnih in kreativnih industrijah, ki smo jih poimenovali danes po slovensko. Skratka, kako razviti muzejske trgovine, ki nekje so, drugje živijo, pa ugasnejo, ampak še zdaleč niso take, kot jih poznate po svetu, ker verjamem, da hodite in jih tudi obiskujete v muzejih, kot tudi v galerijah. Kako promovirati dediščino, kako videti zdravo hrano izven getoiziranih trgovin. Zakaj nas dan na dan
promovirajo še posebej ženske, artikli, kjer imamo potisnjene glave v straniščne školjke z detergenti v eni roki in z metlico v drugi roki, medtem ko naša kulturna dediščina, celotna proizvodnja ali produkcija ali kulturna prisotnost ustvarjalnosti nima tovrstnih sporočil. In jo tudi zunaj zelo težko promoviramo ali pokažemo. Skratka, v naši kulturi vidimo, da manjka nekaj, kar je konec koncev v tej družbi bilo v preteklosti že prisotno. Seveda so svetle izjeme, o katerih tudi kasneje bo več govora, ampak vendarle, spomnite se, da je en stol znanega arhitekta in oblikovalca, gospoda Kralja, pristal v newyorški moderni galeriji sodobne umetnosti, ne kar tako, govorim o Rexu, ampak zaradi tega, ker se v enem trenutku nekdo odločil, da v takrat socialistični firmi dobesedno ustanovi inštitut, kjer se razvijajo modeli, ki potem lahko naredijo prodor tudi v gospodarstvu. Skratka, vprašanje je bilo iz noči v noč več in odgovorov na ta preprosta, priznajmo zelo preprosta vprašanja, tudi iz dneva v dan več. In smo se ekipirali. Liljana Stepančič nam je v večini projektov, ki jih je zasnovala na Ministrstvu za kulturo v zadnjih mesecih pomagala. Povezovati smo se pa predvsem začeli tudi z vsemi ostalimi vladnimi resorji, kajti, in to je še najbolj pomembno, kreativne industrije so zagotovo presečišče razvojnih potencialov, tako gospodarskih priložnosti, kot tudi kulturnih, da ne rečem, identitetnih vsebin. In tukaj je ves, se upravičujem, catch. Mi smo naredili nekaj pilotnih projektov, ki so seveda lahko zaživeli v letošnjem letu na osnovi razmišljanja niso od danes. Dejstvo, da smo v naš proračun za 2011 naredili, izumili ali definirali postavko tako imenovanih kulturnih industrij, ki sega zaenkrat v 600 000 evrov, ampak ima dodano vrednost ne samo pri vseh ostalih resorjih ali pa večino resorjev, ki so nam bili blizu in ki so se nam odzvali ali pa ki že sami to počnejo, ampak tudi v ostalih drugih že prisotnih dejavnostih, kjer je še posebej pomembna audiovizualna produkcija. Vi veste, da je znotraj Ministrstva za kulturo razpis vezan na AV produkcijo z našim prihodom se zelo razbohotil, v dobrem pomenu besede, in tudi v drugih muzejskih in ostalih dejavnostih. Skratka, na vprašanje, zakaj je lesna in tekstilna industrija v Furlaniji dobro prisotna, zakaj dobro funkcionirata in zakaj v Sloveniji stagnirata, je bilo odgovorov ogromno. V nadaljevanju bomo predstavili tudi, kaj je poleg knjižice, ki je začetna stopnja. Verjemite, ta zgodba kulturnih in kreativnih industrij bo imela ogromno nadaljevank, strastnih nadaljevank, ki jih vam danes tudi ne bi vse razkrivali, še posebej, ker segajo tudi v gospodarstvo, kajti recimo, ko smo se odločili, da v 20. obletnici osamosvojitve predstavimo in naredimo znotraj MAA, ki je tudi del zgodbe v kulturnih industrijah, skratka muzeja za oblikovanje in arhitekturo na Fužinah, razstavo oblikovanja oziroma tudi razstavo arhitekture. Razstava oblikovanja mimogrede bo v 20-letnici križala po celem svetu, od Štokholma do Rima, do Milana, do številnih postojank so se naši sogovorniki seveda vprašali in tudi sami dejali, nočemo samo razstave, hočemo sistem in dolgoročno vizijo. Tukaj je še posebej pomembno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki je bil točno pred enim letom, 15. marca, pri nas na strateškem obisku, kjer smo postavili tudi z njimi osnovne gabarite našega sodelovanja. Zaposlovanje v kulturi, kot vemo, stagnira, dobesedno prepovedano. V bistvu je tako, kajti javni zavodi in celoten javni sektor
ima zaradi omejitev, s katerimi se srečujemo, omejeno zaposlovanje, ampak pri temu ne smejo stagnirati vse ostale priložnosti, ki jih iščemo tudi znotraj kulturnih industrij. Najbolj zanimiv in kasneje tudi izzivalen, predstavljen projekt so muzejske trgovine, ki bodo kmalu inaugurirane znotraj tako imenovane vratarnice, tukaj zraven, ker smo obnovili vhodno točko na Metelkovo 22 in se selimo z reprezentativno trgovino, ki bo stimulirala znotraj GAMS-a, kaj je to, vam bo Lili povedala, celotno mrežo po Sloveniji vzpostavljanja dobrih, zglednih, nekaterih že prisotnih muzejskih artiklov. Da ne govorim o sejmu zdrave hrane, namreč Ministrstvo za kmetijstvo je dobesedno se prilepilo na naše pobude, konec koncev tudi oni znotraj promocije hrane delajo veliko, ampak vsi hodimo eden mimo drugega, kar pomeni, da to povezovanje, če je egoistično vezano na en resor, ko govorimo o resorjih, potem pomeni, da enostavno nima dodane vrednosti. Seveda ne bom spregledala partnerstva in povezovanja s šolami. Najboljši primer je kulturni bazar danes v Cankarjevem domu, ker dobesedno vsaja vednost vednost o umetnosti in kreativnosti v tisto obdobje, ki nas vse še najbolj zaznamuje v mlada leta. Ne bom tudi govorila o digitalnih in komunikacijskih strategijah, ker o temu znotraj vaših projektov darja več vi. Zagotovo pa bom govorila tudi o razpisih, ki jih imamo jih snujemo skupaj z RTV Slovenija in govorijo o promociji, spotovski dobesedno promociji kulture. Govorila bom o sodelovanju in o jačanju dela tistih resorjev, ki so že znotraj našega ministrstva, tako bo JAK imel svoj projekt, to se pravi Javna agencija za knjigo, distribucijskega središča, Javni sklad za kulturne dejavnosti, ki bo po Sloveniji z svojo lokalno mrežo podpiral projekte skupnostmi. Ne bom govorila o projektih, ki so vezani na univerzo in na delavnice znotraj oddelka za tekstilstvo, pa tudi Akademij za likovno umetnost, arhitekturo in oblikovanje, skozi različne študijske procese in delavnice, ki bojo pristopali podjetjem, šibkim podjetjem, malim podjetjem, ki ne zmorejo ali znajo prodreti svojimi artikli na trg. In seveda o vseh ostalih projektih, ki jih zelo cenim in verjamem, da se bodo v bodočnosti potem začeli dogajati ne kot tisti, ki jih poriva Ministrstvo za kulturo, ampak ki jih prepoznava celoten kulturni prostor. V tem smislu bi rada samo še poudarila, da poleg sejmov najbolje oblikovanih izdelkov, poleg prvih pilotskih muzejskih trgovin, poleg sodelovanj z univerzo, želimo in muzeji, skupnostni muzejev pa sploh, kar bo v nadaljevanju tudi več govora, želimo enostavno sporočiti le eno. Kultura in svojim absolutno močnim in prevečkrat spregledanim potencialom mora vstopiti tudi v naše vsakodnevno bivanje, mora vstopiti in biti prisotna tam, kjer jo sedaj, bodi si zaradi njene zadržanosti, bodi si zaradi njene inertne organiziranosti, tudi znotraj javnih služb vstopiti v življenje, v manufakturo in v industrijo in kot pravim, s projekti, ki smo jih začeli sedaj in ki bodo dobivali strastne nadaljevanke v prihodnosti, med drugim že kmalu z večjim srečanjem vladnih predstavnikov s predstavniki podjetij na temo dolgoročne strategije industrijskega oblikovanja, kjer bomo zastavili kulturne in kreativne industrije tudi dobesedno v strateške dokumente, pa ne samo v nacionalni program za kulturo, ampak izdelali strategijo razvoja slovenskih kreativnih produkcij. In o teh korakih v prihodnosti vas bomo zagotovo še ne samo z teh prostorov
obveščali, ampak verjamem, da tudi življenja samega. V kratkem, zelo kratkem, Darja, predpostavljam, da v kratkem tudi ti naprej. Ja, hvala lepa. No. Jaz lepo pozdravljam seveda tudi v mojem imenu. Jaz moram reči, da uvodoma lahko zagotovim, da je to poseben, svež pristop, ki ga tudi na Ministrstvu za gospodarstvo nismo vajeni. Ni namreč običaj, da bi nekdo, ki ima eno idejo, ne, takih sicer je veliko, ki imajo ideje, ampak takih, ki bi potem eno dobro idejo tudi dejansko spravil v življenje, ne, tako kot se tukaj dogaja zdaj z projektom razvoja kulturnih industrij in dizajna, da bi dejansko tudi speljal projekt do konca. No, jaz moram reči, da tukaj gre zagotovo za en svež pristop Ministrstva za kulturo, ki ga seveda na Ministrstvu za gospodarstvo zelo pozdravljamo. Pozdravljamo in tudi sama osebno z večjih vidikov. Dejstvo namreč je, da vsi kot prvi cilj, ne, na področju gospodarstva si zastavljamo, da moramo v prihodnje ustvariti višjo dodano vrednost, ne, da moramo ustvarjati produkte take, ki so inovativni, ki nam bojo omogočali dosegati take prihodke in take dobičke, da bodo nam državljanom, ne, omogočale eno dostojno življenje. Zdaj, kako seveda kreiraš proizvode za dodano vrednost, z visoko dodano vrednostjo? Seveda na prvem mestu je tu inovativnost, se pravi, moraš narediti proizvode ali pa storitve, ki jih drugi še niso, ne, ali pa ki jih delajo slabše, ne, kot ti. Ampak zelo pomemben element, ki lahko prispeva ali pa ki zelo pomembno prispeva k dvigu dodane vrednosti kateregakoli proizvoda, je pa zagotovo sam dizajn, se pravi oblika, izdelki, dobro vemo, ne, da tisti izdelki, ki so že na pogled lepo oblikovani, imajo avtomatično višjo ceno, ne, kot drugi. Ne. In z tega vidika seveda na Ministrstvu za gospodarstvo zelo podpiramo ta projekt, še posebej smo zelo veseli, ker običajno se zgodi, da ljudje k nam pridejo za idejami, potem pa seveda rečejo, pa še vi to tudi implementirajte. Ne. In iz tega vidika me ta ideja, ne, da se tudi povežemo in da se tudi Ministrstvo za kulturo intenzivno vključi v promocijo, ne, in v poudarjanje pomena dizajna in oblikovanja, ne, tudi v gospodarstvu, zdi zelo pomembno. In mi tudi zelo veliko pričakujemo od tega in smo se tudi sami pripravljeni v okviru naših ukrepov vključiti v implementacijo vseh teh načrtov. Ne. Tako smo že v okviru inovacijskega vavčerja, ki jo izvajamo predvsem za svetovanje v malih in srednjih podjetjih, omogočili vsem tistim malim podjetjem, ki nimajo jasno znanj z področja oblikovanja, da si dobijo priznane strokovnjake, da se pridobijo ustvarjalce, kulturnike, umetnike, ki jim bojo pomagali tisti produkt, ki ga sami razvijajo, tehnično lahko zelo dovršeno, ki jim bojo pomagali ta produkt narediti tudi potem vizualno privlačen. Torej, z tega vidika že mi tudi s konkretno spodbudo gremo nasproti temu projektu, seveda v prihodnje pa bomo razvili še kakšen inštrument, ko bomo videli, kaj pravzaprav je tisto, kje so tisti ukrepi, na kakšen način lahko mi gospodarstvo spodbudimo, da bojo bolj večji poudarek dajali tudi temu elementu produkta, se pravi oblikovanju, dizajnu. To je en segment. Drugi segment, ki pa je pomemben predvsem z vidika turizma, so pa muzejske trgovine. Jaz že prej, ko sem se ukvarjala izključno samo s turizmom, sem si stalno prizadevala in mi je bil kar moj stavek, dajmo mi to našo kulturno dediščino malo bolj približati tudi turistom. Ni dovolj, če turisti samo gledajo naše lepe gradove in našo kulturno dediščino. Kot gospodarstvenica vedno gledam, kaj bi se pa od tega tudi dalo zaslužiti. Saj v končni fazi na ta način sredstva pridobljena lahko porabimo nazaj za širjenje kulture in za razvoj
za ohranjanje kulturne dediščine. Ne. In tudi z tega vidika, ne, zdaj ta pospešena aktivnost, ne, na tem področju se mi zdi zelo pomembna, ne, in tista pridobitev, ki danes pravzaprav v turizmu manjka. In z tega vidika lahko predstavlja eno zelo pomembno dopolnitev turističnih produktov marsikatere destinacije, predvsem tistih destinacij, ki nimajo dovolj drugih produktov. In na ta način kulturno dediščino tudi se pravi, bolj približa turistom. Ker tukaj, če lahko rečem, mi spremljamo tudi konkurenčnost turizma na posebni lestvici. Ne. Sicer smo letos napredovali za 2 mesti, iz 35 na 33 mesto na lestvici konkurenčnosti smo napredovali, kar se turizma tiče. Ampak, ko greš gledat, kjeri so tisti elementi, ki pa vlečejo konkurenčnost turizma slovenskega navzdol, prideš ravno do kulturne dediščine. In piše tam, da ne znamo valorizirati, ne znamo uporabiti našo bogato kulturno dediščino v turistične namene. Uporabiti v turistične namene se grdo sliši. Bom lepš povedala, ne znamo jo predstaviti našim turistom. No, in tudi te muzejske trgovine so spet en kamenček, en element v tej ponudbi, ki bo zagotovo prispeval k izboljšanju tudi na področju turistične ponudbe. Skratka, tako ki sama ministrica že rekla, s tem projektom se res na nek način v narekovajih, kultura tako spravlja v življenje, se približuje življenju, kajti tisti, ki mogoče nismo tako povezani z kulturo, vsak dan imamo vedno občutek, da, ali pa pogosto občutek tudi sama, da je kultura namenjena za en poseben krog, za neke skupine ljudi, v katerih mogoče drugi niti nismo zaželeni. Pa mogoče ne zaradi tega, ker nas ne bi hoteli, ampak se tudi sami zaradi jasno slabšega poznavanja tega področja ne čutimo dovolj suvereni, da bi vstopali v te kroge. In z tega vidika približevanje kulture ljudem skozi različne takele aktivnosti in tudi gospodarstvu, tudi podjetnikom, se mi zdi zelo pomembno in en tak velik napredek v razmišljanju, če nekaj drugega na tem področju v Sloveniji. Toliko, hvala. Jaz bi samo pridali še te dopomnila, da konkretne vaši razpisi so zelo pomembni zaradi tega, ker ste v vaše razpise vključili in gradili industrijsko oblikovanje in celotno grafično podobo med upravičene stroške svojega razpisa pri inovacijskih voucherih 2011 in hkrati tudi odprli forum inovacij za temo industrijskega oblikovanja in še pri naših dogovorih, ko je bila današnja ministrica še državna sekretarka in križanje z drugimi ministrstvi, smo ne samo matrike proračuna prilagajali tudi temu kreativnim industrijam, govorili o tem, da v resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2013 vnesemo te postavke, hkrati pa že skupaj, pa tudi z drugimi ministrstvi, se že zato, da bi pridobili analitične podatke in tudi statistiko, financirali tako imenovani CRP, to se pravi ciljno raziskovalno nalogo, ki bo prinesla še več vhodnih podatkov. To pa že teče. Hvala lepa obema. Liljana Stepančič je uredila knjižnico kreativne in kulturne industrije po slovensko, ki se vrti na obeh platnih. Liljana, lepo prosim, predstaviš knjižnico in nekatere konkretne projekte, ki so že zajeti v tej knjižnici. Hvala lepa za besedo. Tudi v mojem imenu vas vse lepo pozdravljam. Preden začnem z predstavitvijo te knjižice, bi se rada zahvalila Ministrstvu za kulturo, da me je povabilo k temu projektu. Moram reči, da sem izredno uživala v tem delu in da si močno želim, da bodo rezultati plodni in uporabni za čim širši krog ljudi, ne samo iz kulture, umetnosti, temveč iz celega spektra družbe. Knjižica je zastavljena tako, da predstavlja, kaj to so kulturne in kreativne industrije,
potem na podlagi nekaterih statističnih podatkov kaže, kakšno je stanje v kreativnih in kulturnih industrijah v Sloveniji in pa na koncu predstavlja tudi ukrepe, ki jih bo Ministrstvo za kulturo izvedlo v tem letu, s katerimi bo spodbudilo in promoviralo to vrstno dejavnost. Zakaj smo se odločili za tako sestavo uredniške knjižice, je namreč ta, da smo ugotovili, da je strmilom, kaj so kulturne in kreativne industrije en velik križ, in zato smo provali na začetku definirati, kaj to je. In če mi dovolite, bi jaz samo v enem stavku povedala, da so kulturne in kreativne industrije tiste dejavnosti, ki združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo, tako dobrin in storitev, ki so v svojem bistvu kultura. Pogosto jih varujejo zakoni o intelektualni lastnini, temeljijo na znanju in so delovno intenzivne. Zdaj, tukaj vključujemo besedno, glasbeno, televizijsko, filmsko proizvodnjo in založništvo, umetnostno obrt in oblikovanje, potem nekatere države k temu dodajajo arhitekturo, kulturni turizem, šport, oglaševanje, vizualno in izvedbeno umetnost. Tako da mogoče nam bo ta definicija pomagala pri našem sporazumevanju in tudi pri širjenju te zavesti, da kulturne industrije so v bistvu tisto, kar povezuje več sektorjev in več znanj skupaj in na podlagi tega nastanejo uporabne in včasih tudi neuporabne zamisli in projekti. V drugem delu statističnih podatkih o stanju kreativnih in kulturnih industrij se je izkazalo, da v Sloveniji tako kot povsod prevladujejo podjetja oziroma organizacije, ki so definirane kot mikropodjetja oziroma mala podjetja, in pokazalo se je tudi na podlagi števila zaposlenih, da so ta podjetja šla skozi krizo v letu 2009 lažje kot druga podjetja, ki ne delujejo v kulturnih in kreativnih industrijah. To je zanimiv podatek, mislim, kriza jih je prizadela, vendar ne tako kot druge dejavnosti v spektru gospodarstva in v spektru javnega sektorja. Izkazalo se je tudi, da ima Slovenija izjemno dobro razvit javni sektor na področju kreativnih in kulturnih industrij, ki se ga ne sme zanemariti in ki bistveno vpliva tudi na celotno dejavnost kreativnih in kulturnih industrij. V zadnjem delu predstavljamo ukrepe Ministrstva za kulturo, ki jih je ministrica že deloma predstavlja, tako da mi dovolite, da bi jaz izpostavila samo tistih nekaj, ki bojo šli v realizacijo v tem tednu in v naslednjih dneh. Prva zadeva je trgovina GAMS. To je muzejska trgovina, ki bo v Vratarnici, v tako imenovanem objektu številka 3 na Metelkovi. In dejavnost te trgovine je razvijanje strateških poslovnih procesov, promoviranja in utrjevanja muzejskih trgovin v Sloveniji. To bo trgovina, ki bo povezovala in pomagala drugim trgovinam, ki delujejo v okviru muzej in galerij v Sloveniji, da bi lažje bile bolj prepoznavne in da bi njihova dejavnost imela večji odziv. Mišljeno je tudi, da se s to trgovino promovira, kaj je dobro darilo in da so tudi trgovine, muzejske trgovine v muzejih in galerijah prostori, kjer se lahko zavije in kupi dobro darilo, ne glede na to, ali gremo na razstavo ali ne, ali jo vidimo razstavo ali ne. V tem tednu bo ministrstvo objavilo razpis za izvajalca te dejavnosti in na podlagi kriterijev bo v drugi polovici izbran izvajalec in z delom bo trgovina začela v drugi polovici tega leta. Prav tako gre, kaj pomeni GAMS? GAMS je kratica in sicer pomeni Galerije in muzeji Slovenije. V angleški prevod, angleška različica pa je Galleries and Museum Shop.
to se pravi ni prevod, temveč različica slovenskega imena. Ravno tako v tem tednu bo ministrstvo razpisalo, objavilo javni, anonimni, vabljeni natečaj za celostno grafično podobo znamke GAMS. Natečaj bo odprt mesec in pol, tako da bo kar nekaj časa za oblikovalce in vse kreativne ljudi, da oblikujejo to celostno grafično podobo, ki se bo uporabljala za dejavnost muzejske trgovine GAMS. V naslednjih tednih bo objavljen razpis Javnega sklada za kulturne dejavnosti za podpore tako imenovane skupnostne umetnosti. Skupnostna umetnost smo mi slovenili izraz community art. V bistvu bojo to podpore projektom, ki povezujejo skupnost, ki izboljšujejo kvaliteto življenja v skupnosti, imajo trajnejši učinek in premagujejo socialno izključenost na razne teme, recimo okoljevarstvena problematika, trajnostni razvoj, estetsko izboljšanje naselbenega okolja, družabno življenje z učinkom povezovanja skupnosti in vzpostavljanje pogojev za razvoj mikropodjetništva v lokalnih okoljih. To je nov razpis Javnega sklada za kulturno dejavnost in na podlagi rezultatov oziroma na podlagi analize bo razpis potekal v naslednjih letih oziroma bo prilagojen tistemu, kar se bo izkazalo, da so konkretne potrebe v lokalnem okolju. Dva ukrepa se bosta zgodila, eden že poteka, eden je v pripravi in se bo zgodil sredi maja v tako imenovani četrti kulture na Metelkovi. In o teh dveh zadevah bi jaz prosila kolegici Barbaro Ravnik in pa Almiro Sadar, da povesta nekaj več. Hvala lepa za besedo. Moram reči, da sem izredno vesela in počaščena, da lahko spregovorim o tej lepi ideji. Mislim, da je nekoč trenutek sinergij. Namreč muzealci se že zelo dolgo prizadevamo dodati oziroma vdihniti življenje v naše muzejske trgovine. Mogoče smo nekoliko nerodni, ampak seveda smo delali vse volontersko in amatersko. Da pravzaprav nismo tako na začetku, bi rada dokazala s temi lepimi broškami, ki so na prodaju v naši muzejski trgovini in marsikaj takega se že danes lahko kupi po slovenskih muzejih. Nekako gojim prepričanje, da smo nek korak naprej dosegli s tem, ko smo se muzealci predstavili svojo knjižno produkcijo. Ministrica je takrat prišla do zanimive ideje in pobude in otrok te pobude je muzejski sejem, ki smo ga poimenovali Vesna, na katerem bomo v sredini maja, med 12. in 14. majem, tu v muzejski četrti pripravili sejem muzejskih replik, spominkov, igral in publikacij iz muzejskih trgovin in dobro oblikovanih malih predmetov oblikovalcev iz Slovenije. Naslov je tako dolg, da sem ga morala prebrati. Nastala je ena prijetna delovna skupina, v katerih sodelujejo poleg predsednice skupnosti muzejev Slovenije, gospe Mitke Fujs, ki jo jaz danes nekako zastopam, tudi predstavniki arhitekturnega muzeja in pa Gospodarske zbornice Slovenije, seveda pod taktirko do zdaj kolegice Liljane Stepančič. Kot sem že rekla, zadeva se bo odvijala 3 dni. Muzeje in druge ustvarjalce bomo povabili, da prevzamejo svoje stojnice in na njih predstavijo tisto, kar se mi zdi najboljše, kar lahko ponudijo svojim obiskovalcem. Morda bi lahko zaključila samo s tem, da muzeji sicer morda smo ustanovljeni z drugim namenom, da neposredno skrbimo, proučujemo in varujemo dediščino, ampak ves čas smo nekako se spogledovali tudi z turizmom, kar gospa Radičeva pozna še iz časov, ko so se srečevali, ko je bila odgovorna na Gorenskem, tudi zdaj bi lahko medij obedli po Jeseniško malo povedala, kaj ne. Ampak vsekakor bi rada rekla,
da tudi mi sprejemamo podatke o prodaji oziroma o delovanju našega muzeja. Zdaj govorim o Narodnem muzeju Slovenije, ki je odgovoren za stalno razstavo na Blejskem gradu. To je ena sigurno najboljše obiskanih muzejskih razstav, v okviru katere pa deluje tudi muzejska trgovina. In ravno zdaj so prišli podatki o zadovoljstvu naših obiskovalcev. Spraševali smo jih po raznih zadevah in nažalost moram povedati, da najslabše je bila ocenjena ponudba v naši muzejski trgovini. Zato vidim priložnost, da se pokažemo, da vidimo, kaj ima kdo dobro, kaj lahko naredimo bolje in da pravzaprav najboljši ocenjevalci ste pa vi, naši kupci. In da gremo skupaj res z roko v roki k temu, da ponudimo dober izdelek našim obiskovalcem in da damo mogoče idejo drugim proizvajalcem. Tako da, če sem kaj pozabila povedati, prosim, če me opomnite. Eno stvar pa, da je zelo pomembno, da lokalni faktor. Zagotovo, ker prihajate z področja kulture, zagotovo poznate eno tudi boljših ali skoraj najboljših muzejskih trgovin v Ribnici, narejeno z izjemno senzibiliteto, ki je ne posega v tisto včasih že na meji baroka ali manierizma ali dobesedno kiča, ki je bila vzpostavljena kot neka dobra volja sinergij tudi strokovnih in lokalnih interesov. Ampak, ker so lokalni interesi včasih zelo vezani na kakšen drug interes, še posebej po volitvah, se je tej trgovinici zgodil dobesedno umor, zaprtje. In če tudi smo šli tja in povedali, da je to vzgled lahko za Slovenijo, kako prostor enostavno pridobi, govorim o Ribnici, drugačno identiteto, vkolikor ima sredi srca svojega življenja še neko dobro ponudbo, ki ne sega samo v replike in ribniška roba lahko takoj meji na preveč potrošnjo, ampak je bila dobesedno prijetno, okusno in kvalitetno predstavljena. Skratka, kaj se lahko zgodi, če je kakšna volja novih lokalnih oblasti rani in ne ohrani. Hvala lepa, torej zapomnimo si datum med 12. in 14. majem. Vmes pade petek 13. Ne čakaj na maj, Vesna. Dober izbor. Na četrt kulture na Metelkovi ploščadi. Zdaj pa še zadnja, ne nazadnje, Almira Sadar iz Univerze v Ljubljani, oddelek za tekstilstvo, naravoslovno-tehnična fakulteta. Tudi eden od konkretnih primerov, kako učinkujejo sinergije različnih področij in različnih kreativnosti. Izvoli. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi rada se mogoče najprej zahvalila, da smo bili k temu projektu sploh povabljeni. Jaz moram reči, da na tekstilnem in modnem oblikovanju imamo že dolga leta probleme, ker za raziskovalnimi projekti ne moramo kandidirati ne na Ministrstvu za znanost, ker nismo znanstveniki in doktori znanosti, da probleme smo imeli tudi, ker nismo čisti umetniki, ne, da pa se mi zdi, da s tem projektom kreativne industrije pa se odprla ena taka lepa možnost za raziskavo enega področja, kjer lahko pač uporabimo naše znanje. Zdaj, projekt smo zastavili kot oblikovanje kolekcij tekstilnih predmetov, ki bi bili primerni za prodajo v nekih specializiranih oblikovalskih trgovinah, tudi muzejskih trgovinah, z poudarkom na ohranjanju nekega domačega tradicionalnega znanja. Kot vsi vemo, da tekstilna industrija v Sloveniji propada, da hkrati s propadom industrije bodo propadla tudi določena znanja, ki so pa zelo bogata, ki so nastajala, se razvijala skozi dolga stoletja, ne, in je pač škoda že z ukinjanjem določenih šol, hkrati pa predvsem z industrijami, da neka znanja propadajo. Ta pač projekt se ne bo ustavil samo na oblikovanju, ampak si želi biti speljan do konca, se pravi poiskati te lokalne proizvajalce, poiskati ta znanja in pa z njimi skupaj ustvariti to linijo
jo hkrati tudi zapakirati oziroma oblikovati neko celostno podobo, oblikovati embalažo in pa narediti tudi nek tak strategijo, tržno strategijo, kako ponuditi trgu, da bi bili ti izdelki čim bolj uspešno tudi sprejeti v teh trgovinah, oblikovalskih trgovinah. Zdaj, kot se pravi, en tak osnovni namen projekta je izkoristiti potencial te tradicionalne tekstilne kulture v Sloveniji, ki sigurno je, ki še vedno živi, ki še obstaja, z upoštevanjem predvsem sodobnega oblikovanja in novih tehnologij razviti neke te oblikovalske inovacije na osnovi lokalnih tehnik, tradicionalnih znanj in ustvariti produkte s to dodano vrednostjo. Ne, že gospa Radičeva je rekla, da te izdelke v teh muzejskih trgovinah, da je treba več pozornosti. Ne. Jaz mislim, da predvsem ni za podcenjevati teh turistov. Ne. Turisti, ki prihajajo k nam, v bistvu si ne želijo kupiti nekih predmetov, kozolcev, ki se bo pa prah nabiral na njih, ampak je ta povpraševanje za nekim kvalitetnim proizvodom, ki je mogoče tudi funkcionalen, ki je tudi uporaben, ki ga lahko uporabljajo, predvsem pa ki je sodoben, ne. Tako kot so na primer izdelki v trgovinah v MoMI, v Victoria and Albert muzeum in tako naprej, ne. Da ti nekaj, kar odneseš, da lahko uporabljaš, hkrati te pa spominja na to deželo, od koder si to prinesel. No, jaz bom pokazala nekaj primerov, Bojana me je prosila, če imam kakšne skice, kakšne fotografije. Tukaj v bistvu gre za en projekt, ki smo ga delali lansko leto, in sicer za eno hišo v Prekmurju, kjer želijo zaposliti neke pač odpuščene delavke, ki imajo določena tekstilna znanja. Želja je bila pa po izdelkih, ki bi jih lahko ponudili tudi turistom. Gre za uporabne tekstilne izdelke, ki imajo izhodišče v prekmurski tradiciji. Ne, mene ta projekt mogoče malo spominjal na tega, ki ga bomo zdaj delali, pa sem zato pripravila nekaj teh primerkov, ne, kako so se študentje tega lotili. Tukaj gre za izhodišče v nekih teh pletenih krogih prekmurskih, nastale so na taka kolekcija potiskanih majčk, ki je na primer se mi zdi, da turisti tudi jamrajo, če pridejo v Ljubljano, da razen tistega I love Ljubljana ali pa ne vem, fotografije gradu, da težko najdejo nek t-shirt, ki bi bil mogoče tudi malo humoren, hkrati pa na drug način opozoril na neko kulturno tradicijo dežele. No, tukaj smo imeli pleteno košaro in študentka razvila potem ene take podstavke, ki so ona je to naredila tudi tako, da dobiš ti vrečko, v katerih imaš že te kite spletene, potem si pa sam to sestavljaš, ne, da tudi v bistvu neki izdelki, ki jih turisti kupujejo, je tudi fino, če so tako narejeni, da so interaktivni, da tam sam sodeluješ v njegovem nastajanju. No, potem kot štorkla, kot glavni simbol Prekmurja, študentka je našla tudi ene zelo lepe štorčje pripovedke in je naredila posteljnina z belim štrkom pa črnim štrkom, ne vem, moški pa ženski del, in potem zraven nastala tudi moška pa ženska pidžamca. Potem je ona to tako predvidela, da bi ta posteljnina bila zapakirana še s to pravljico o tem belem pa črnem štrku, da nekdo, ki pač to posteljnino kupi, prečita še to pravljico in prinese nek del zgodbe iz Prekmurja, kamor pač gre, ne. Na podoben način je tukaj otroška posteljnina, ki je bolj barvna, spet s štorklami, s otroškimi pičamcami in spet z dodano zgodbo o teh štorklah. Potem je bil naslednji projekt te butarce, ki jih kupujemo za veliko noč, ne. To je bila uporabljena tehnika tega pletenja butarc v ene take torbice. Tukaj pač nimamo še fotografije izdelka, ampak je sam pač, kako bi nastala, ne, pač gre za različne damske torbice kot dodatek s pletenjem iz teh butarc. Potem spet štorkla, tukaj je študentka združila in ruto kot en tak tradicionalni oblačilni dodatek z t-shirtom, s štorklo in je potem nastala ena taka majčka, ki se lahko zelo na različne načine zavezuje. Osnova tega kroja je ruta.
Potem je spet ta pletenica, ki jo nastane nek nakit, zapestnica, lahko različne barve. Potem je, naprimer, te pirhi so zelo slovenski, tudi te inspiracija za marsikaj, za različne tiske, tekstilne vzorčke. Ena študentka je naredila različne broške, ki bi se lahko, naprimer, v trgovinah prodajale posamezne, pa si jih nekdo nabere, pa jih kombinira v nek pač okrasek. Potem so ta štorčja gnezda, ki so bila inspiracija za naglavne obročke, ki bi zdaj spet pravilno zapakirani in lahko se kot neki dodatki prodajali. Potem je ta gibanica, je inspirirala študentko, ona je pač želela narediti eno tako škatlo, ki se giblje, ki je potiskana z tiski iz gibanice in potem, ko jo mi odpiramo, zapiramo, se spet nastajajo neki novi vzorčki. Potem je tukaj spet ena serija majčk, kjer je študentka predvidela, da se tej majčki doda tekstilni flomaster, da se ta majca uporabi kot razglednica oziroma da se zapakira v pismo in se odpošlje kot darilo, da je tukaj že pripravljeno, komu se odpošlje, potem se pa samo zloži in pač kot spominek iz države ali dežele, kjer si na dopustu. Da to ni razglednica kot kartonska razglednica, ampak da je tekstilna razglednica, spet z temi elementi. No in tukaj je še en projekt, ki je izhodišče je neka cula, ki se povezuje na štorklo, ki prinese ali odnese dojenčka in je tukaj oblikovan prt, ki se zaveže potem v culo. Ne vem, da je to neka torba, ki je lahko namenjena tudi piknikom, istočasno je to neka cula, ki se potem raztegne v prt, ki ga raztegnemo. No in potem še ena kolekcija majčk, kjer so potiskane verižice z obeski različnih teh značilnih elementov določenega področja. To je pač nek projekt, ki je bil narejen na podobno temo. V tokratnem projektu bi pač želeli združiti ta znanja, ki še obstajajo, z nekimi novimi oblikovalskimi predmeti. Njihov namen bi bil pa prodaja oziroma zapolnitev trga na tem področju. Ali z drugimi besedami, kako bo ta štorkla pripeljala in prinesla otroke, zato imamo tukaj tudi Darjo, kajti ideje, ki so prisotne, pač je potrebno potem operacionalizirati v življenje. In mislim, da eno sporočilo, ki sem ga zadnjič v eni trgovini domače proizvajalke tekstila oziroma izdelkov srečala, češ ob zapiranju toliko tekstilnih tovarn, dobesedno ne najdemo šivilje, da bi nam recimo izdelovale različne kreativne ideje, zaradi tega, ker so mogoče včasih pomoči državne lažje kot ali pa je strah pred novimi izzivi večji, je treba presekati in iskati možnosti ponudbe preusmerjanja tudi ekonomskih problemov in delovnih mest, pred katerimi ne smemo imeti strah, predvsem pa zaledje v idejah. Hvala lepa vsem. Ob teh zadnjih projektih se nam najbrž za kreativne in kulturne industrije po slovensko ni bati. Jaz moram reči med veseljem kakšno tako majico poklonila komu, ko bo prišel v Slovenijo. Najbrž je kakšno vprašanje še ostalo neodgovorjeno. Tako da prosim, a se lahko predstaviš? Mirko Majer, Kanal A. Glede na to, da se danes pogovarjamo o kulturi v povezavi s poslom, mogoče začnemo z ministrico Radičevo. Kako profiten, kako dobičkonosen, če sploh je ta trenutek po podatkih kulturni sektor pri nas? Mogoče to za vas, pa da odpremo še eno drugo temo,
ki ni strogo povezana s tem. Gotovo eno celo poglavje take knjižice bi lahko bila tudi zgodba o tem, kako naprimer 23. leto že gradimo Lud 2, kako se vleče zgodba z opero. Kaj pa to na drugi strani pove o naši kulturni industriji? Ja, če jaz lahko začnem nekakšnih posebnih detaljnih podatkov o tem, kako profitabilna je kulturna industrija, ja? Dejavnost v Sloveniji nimam, ne? Ampak zelo, zagotovo pa ni med tistimi, ki jih spremljamo, kar pomeni, da je precej na dnu lestvice, kar ni nič posebenega. Sej, to je tisto, kar smo rekli, sej do zdaj pravzaprav kultura ni bila prepoznana ali pa kulturna industrija kot en segment, ena industrija, ki je lahko tudi dobičkonosna. No? In ravno to je tisto, kar sem že, jaz se že dolgo časa ukvarjam z kulturo ali pa možnostjo za ustvarjanja zaslužka in s tem seveda tudi dobička v kulturi skozi turizem. In zdaj tam, se pravim, zdaj do zdaj je bilo nekaj narejenega, ne moram reči, da nič ni bilo narejenega v zdaj tem času, so bili kar eni objekti, če ne vsaj usposobljeni ali pa prenovljeni, tako da so primerni za obisk. Ampak absolutno pa niso izkoriščeni še daleč ne vsi potenciali, ki jih imamo v kulturni, na področju kulture. Tako da tukaj absolutno se pravim, da v tem dizajnu in v teh možnostih ne govorim, kot absolutno ne, ampak se pravim, zmeri so mi takrat oporekali, pa kaj tišiš zdaj, mi nismo kramarji, kaj tišiš kulturo v gospodarstvo, ampak lejte, se ta sredstva, ki se na ta način, se ni treba, da se kič prodaja, se ne pričakuje, se kič prodaja, prodajati se mora take stvari, in ta sredstva jasno ne grejo za profit nekomu, ampak je pomembno, na ta način se lahko ustvarjajo na sredstva, pomembna sredstva za to, da se kulturna dediščina sploh ne ohranja in tudi razvija kultura na ta način. Pa saj to ni nič posebnega, Španci recimo imajo zelo dobro te modele razvite, predvsem na pa Portugalci, tako da res sem vesela, da se tudi v Sloveniji na tem področju dela napredek. Bomo tudi mi podprli tudi skozi strategijo turizma, potem tam seveda kulturni turizem eno posebno težo, skozi promocijo turizma, kulturen turizem eno posebno težo in seveda dizajn skozi vse ukrepe, ki jih izvajamo na gospodarstvu. Hvala. Mogoče že vnaprej eno opravičilo vam, ker najmanj toliko opera sigurno pove o našem gradbenem sektorju kot o sami kulturi, oziroma gotovo več o teh državah kot o samem odnosu do kulture, kako ne bi želel en komentar. Glede, vi bi radi najbrž tema, ki ni navezljiva na kulturne industrije, bi radi pripeljali to temo noter in je daleč od kulturnih industrij, če govorimo o investicijah, ki se srečujejo trenutno z velikimi problemi umiranja tistih firm, ki so te investicije vodile in posledično tudi našimi problemi, da speljemo kljub temu težavne investicije do konca. Ampak javni sektor zagotovo nima zanemarljive tržne dejavnosti. Je pa res, da je premalo prisotna. Vprašajte recimo, ne vem, rekli ste, da z kanala A prihajate, ali vaš medij prepozna vse ali popularizira vse tiste že prisotne dejavnosti, ki povezujejo recimo regije, grad Goričko, recimo, grad Negova, kjer so dejavnosti Snežnik, kjer je izjemno velik obisk, ampak mi se sprašujemo, je to dovolj velik, ali je povezan, ali je Lipica povezana z vsemi segmenti, ali ima poleg nekih parcialno pripravljenih turističnih, tudi zelo dobrih paketov, dovolj obiska, če se jo ne vidi. In smo vsi faktori z medijev vred, bomo rekla, prisiljeni, da bi jih naredili bolj vidno. In na tem bi poskušali in radi delamo. Ta prihodek iz tržnega dela pa je, ne vem, mogoče zdaj, ki greste domov, lahko pogledate v etnografskem muzeju lepo trgovino, kjer tkejo
različne ročno v izložbi dobesedno tkejo zelo lepe artikle. Ampak, a to vemo? Ali so ti artikli prisotni še kje drugje? Ali obstaja kakšna distribucijska mreža, ki jih zna promovirati tudi izven, ne samo četrti, ampak tudi meja naše države? Skratka, premalo fleksibilnosti je na tem področju, čeprav idej dost. Določeni artikli, če smo že pri muzejskih trgovinah, ki so slovenski muzeji že v preteklosti ustvarili, recimo v Celju, v mestnem muzeju, vaš muzej, Narodni muzej Slovenije, so izjemni, ampak kje pa so? Ali so dovolj prisotni? Ne? V tem smislu hočemo poganjati razmisleka z povezovanjem. Zato govorimo in zato smo veseli, da nas je minister Žbogar se oprijel tega našega projekta, ker potuje po svetu in ve, da lahko z njim potuje tudi kakšna razstava, kot potuje recimo v zadnjih časih skozi kakšna z predsednikom države. In ali z njim pripotuje lahko nazaj tudi kakšno drugo plemeniteno plemenitem projektu. Mogoče še dve podvprašanji. Omenili ste Lipico, pa bi vaju kar obe pač izkoristil vajno prisotnost. Kaj se v obdobju po tistem vladnem obisku dogaja na tem področju? Dejstvo je, da še vedno Lipica čaka nekako na razjasnitev okoliščin, kaj z golfom, kaj z igralništvom, kakšna bo zdaj ta celovita strategija. Druga stvar pa, da se vrnem na to nesrečno opero nazaj. Odprtje je bilo najprej pomlad 2009, potem pomlad 2010, zdaj je pomlad 2011. Je kakšen nov rok, koliko pomladi še? Če lahko jaz hitro na Lipici, kjer žal moram potem iti v parlament. Kar se dogaja na Lipici, kar se tega turističnega dela tiče, zdaj se največ dela na projektu obnove še nekaterih nepremičnin, zdaj v Hotel Klub bi si zelo želeli v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo in Staro Graščino obnoviti. Zato imamo rezervirana posebna sredstva Evropske unije namenjena temu delu in seveda bom rekla, saj že kar malo nestrpno čakamo, da pridemo v tisto fazo izdelave projektov, zato da pride do izvedbe investicije. Na to iz našega, kar se mi zdaj trenutno ukvarjamo z Lipico, to ključen projekt. Zdaj, kar se samega golfa tiče, tukaj nikoli ne bomo prišli, po mojem, do enega soglasja glede tega. Jaz osebno nisem kakšen poseben zagovornik tega, da mora golf dejansko biti v vseh veličinah znotraj na posestvu narejen, lahko se tudi izven posestva to naredi, ampak evo, Majda ima mogoče še celo več informacij okrog tega. Skratka, jaz sem prepričana, da se vedno da najti simbiozo med kulturo in turizmom, seveda pa po pameti. To se pa tudi jaz strinjam, da včasih je pa katera stran preveč agresivna in lahko, če se podre tisto ravnotežje ali pa tisti osnovni potencial, zaradi katerega atrakcije, zaradi katere turisti pravzaprav pridejo nekam v en kraj, potem pa smo lahko naredili kvečen škodo, ne korista. Jaz se vam moram upravičiti, meni je zelo žal ministrica, ampak imam zdaj take, ko ne rečem, bolj zoprne zadeve, žal pred sabo. Hvala za prijetno zadevo. Nič povezano s kulturo. Ampak ne gre sicer ravno za pojem kulturnih industrij, ampak gre za kreativno sodelovanje med ministrico za gospodarstvo in ministrico za kulturo, ko govorimo o Lipici. To je bil prvi projekt, kjer greva z roko v roki, dobesedno, kajti sredstva za obnovo določenega dela objektov v Lipici se združujejo tudi z njo, z gospodarstvom, ker so jih oni zagotovili iz sektorja evropskih sredstev, kar pomeni, da bo tudi obnovljen del Hotela Klub pa dediščine v njegovi bližini vezan na vsebine, ki prihajajo iz področja kulturnega turizma oziroma šolskega
turizma, tudi dobesedno. In smo tik pred koncem natečaja, oziroma so, ker vendarle vodijo v ta projekt v Lipici, mi ta trenutek sprejemamo njihove strateške načrte za leto in prihodnje leto in so zelo ambiciozni in dobri. Ne govorijo pa o golfu, ampak o vseh drugih projektih, ki jih zamudo morajo reševati, ker pač v preteklosti niso bili, tudi takrat, ko so bila evropska sredstva zagotovljena, recimo iz Ministrstva za šolstvo, pa so jih potrebovali oziroma konzumirali za sanacijo golf igrišč. Zato tam tudi vemo, so muzejske trgovine in galerija in ponudba, kot se dogaja v smeri turizma, je pa zelo dobra. Verjamem, da bo tudi uspela, ampak jo razumejo kot sinergij različnih ministrstv in tako rekoč vsi smo, celo ministrica za obrambo, ki prispeva orkester svoj večkrat za prireditve v Lipici in izven nje. Kar se tiče samega zaključevanja projektov v operi, samo na kratko, da ne boste vznemirjeni ostali, zelo težek je projekt, ko se sooča s propadanjem firm, z dediščino in računi za nazaj in vzame več energije, kot bi bilo potrebno in prav. Zato potem po odhodu Vegrada, po poskusu, da bi solidarno odgovarjali za odhod Vegrada SCT in po dogovoru, da se bo to zgodilo, po dodatnem odhodu SCT-ja, trenutno sanirajo ta znani bazen v operi s firmo Maptrade, ki bo verjetno končno odpravila vse težave in napake za nazaj, s čimer se bo lahko opera končno vselila v letošnjem letu. Hvala lepa. Če lahko eno zasmenim portreče, bi se samo trenutek vrnil zelo na kratko na temo kulturnih industrij. Predvsem govorimo o kulturnih nekreativnih industrijah, se mi zdi, da v Sloveniji manjka, da bi resno govorili o kulturnih industrijah, ta pojem industrije, kar se tiče dobičkonosnosti in dobičkonosnosti v Sloveniji. Zelo malo imamo v Sloveniji res kulturnih ustanov, kar se tiče vizualnih umetnosti, gledaliških umetnosti in podobnega, da bi treba lahko rekli, da so dobičkonosne same po sebi in ne živijo od državnih sredstev, od državnih dotacij, ki so tudi pomembne. Ali se bo kdaj zgodilo dejansko in kako Sloveniji pravzaprav spodbuditi, da bi bile tudi klasične kulturne ustanove, recimo gledališča, filmska umetnost, ki je pri nas zelo redko naravnana komercialno, tudi bolj komercialno naravnana, oziroma da bi lahko nekatera gledališča bila tudi dobičkonosna. Dobičkonosnost se ne meri samo po kvoti komercialnosti. To se pravi, tržno uspešne so lahko tudi po vaši kategoriji razumevanja komercialne, to se pravi nekomercialne predstave. In to je v preteklosti bilo kar nekaj dokazov. Tudi razstave same imajo lahko večji prihodek. Je pa res, da nikjer na svetu ni to industrija, ki bi bila preživela sama po sebi ali pa zelo, zelo težko. Razen tam, kjer je seveda prostor večji, konkurenca večja in so tudi pomoči z področja z gospodarske dejavnosti večja. Ošibljena gospodarska moč v Sloveniji nam na tem mestu zelo nagaja, če ne drugega pri vseh tistih projektih, ki smo jih razvijali tudi v smeri kreativnih pristopov do ponudbe, je še zmeraj govorimo o kreativnosti, ko smo govorili, da bi se gospodarsko močna podjetja, ki so v preteklosti še kazale voljo, da vstopajo v partnerstvo z državo, sedaj umaknila. Ampak zato je potrebno porivati tudi z tovrstnimi, ne samo pilotnimi, ampak dejanskimi projekti in mi razmigavati naš način razmišljanja, da bodo sadovi ali pa štorkle prinesle sadove v prihodnosti. Tudi ko bo. Konkretno smo imeli gledališko umetnost ravno to pred se, da imamo v Sloveniji določene produkte, ki niso komercialni, so pa zanimivi tudi za izvoz. Naša Kandurja, mladinsko gledališče v Sloveniji, ki so zelo cenjeni zunaj. Vse je kakšen plan tudi v tej smeri narediti slovensko kulturo prodorno tudi tako? To je na nek način vse skozi prisotno. Recimo, mislim, da danes smo 16. ne.
jutri Pandur predstavlja novo gledališko predstavo 16. Južno od Madrida. Predstava Evropa zdaj, ki ste jo lahko gledali v Mariboru, v produkciji, koprodukciji različnih, ne samo slovenskih producentov, ampak vendarle Slovenskega narodnega gledališča Maribor v režiji oziroma producentstvu Harisa Pašiča, je, ne vem, končala z najboljšimi recenzijami v svetovnem tisku. In Klugove povabila trenutno po svetu so več kot časne. Treba imeti vpogled v to in izpostavljati to, ponavljam vam medijem, izpostavljati to, zaradi tega, da se dobri primeri primejo tudi tistih, ki mogoče lažje živijo v inerciji in komodnem življenju. Nedvomno ti pretoki so, ampak jih je pač potrebno vzpostavljati. Zanimiv je bil obisk Ministrstva za kulturo nedavno tega v Franciji. Na to sem hotela tudi odgovoriti, ko ste vprašali, kaj se je zgodilo v Lipici potem. V Lipici po tistem srečanju je strategija Ministrstva za kulturo na področju kulture tako drzna, da še čakamo z njo, da lahko pridemo ven in je zelo sorodna tistim načrtom, ki so jih naredili že v začetku leta 2003 v Franciji, ko so enostavno oprostili določene dajatve za vlaganje v kulturo in med drugim po njihovih modelih želimo tudi mi to strategijo delati, ampak najbrž počakati, da bo se gospodarstvo vendarle nekoliko izboljšalo in da bo to upravičljivo. Projekti so, gostovanja so, eni pa bolj ambiciozni, drugi pa manj. Večinoma pa premalo opaženi in pohvaljeni. Če lahko sam še glede statistik malo vprašam vas, gospa Ravnik, če obstaja kakšen okviren podatek, koliko ljudi na leto si recimo ogleda naše muzeje in koliko približno je to v vstopninah v evrih. Pa za vas, gospa Širca, neka groba ocena, koliko država letno nameni za financiranje kulture kot celote, ne samo za vzpodbujanje kulturne industrije. Ja, hvala lepa za vprašanje. Žal nisem prav pripravljena, zato nimam podatkov sabo. Lahko rečem samo za dva objekta, ki sta bila danes omenjena. Grad na Snežnik je rast bilo med leti 2009 in 2010 25 000 na 44 000, medtem ko je muzej na Blejskem gradu lansko leto beležil 209 000 obiskovalcev in to je tudi, mislim, da približno 10 000 več kot leto poprej. Mislim, da je to v tej gospodarski situaciji, ki je okrnila potrošnjo, velik uspeh za slovenske muzeje. Lahko vam dostavimo analizo z vsemi točnimi podatki obiska, rasti obiska, pacev na nek način niti ni, če tudi nam ni tako lahko v zadnjih letih, je pa opažen zelo dinamičen pristop pri privabljanju obiska. In ne samo muzeji, tudi galerije, pa tudi druge inštitucije so postale inovativne, ne? Tudi preko različnih akcij, kot so muzejska noč ali pa odpiralni čas, ki je drugačen. In ta analiza, ki, kot rečeno, vam je lahko pokažemo in je zelo pomembna, prepoznava tudi tiste niše, ki še niso zapolnjene v slovenskem prostoru, recimo lahkotnost obiska, ki ga dobiš s šolskimi obiski in težavnostni pristop, ki ga, verjamem, menedžerji v posameznih javnih inštitucijah tudi razvijajo v smeri, da bi se iskalo tudi niše tistih, recimo družinskih obiskov, ki pa so pomanjkljivi. In take analize so zelo koristne, ker z njimi tudi sledimo in konec koncev nagrajujemo same muzeje z njihovo aktivnostjo. Če so bolj aktivni, potem se prepozna tudi recimo večja pozornost pri pomoči kot kje drugje. Sicer je pa proračun, vemo, okrog 200 milijonov evrov, s tem, da ne velja zanemariti tudi proračuna lokalnih skupnosti, ki financirajo v velikem deležu knjižnice, že po dolžnosti, kulturne domove in sklade in različne druge
dejavnosti znotraj svojega lokalnega prostora. Hvala lepa. Je morda še kakšno vprašanje? Če ne, bi jaz počasi zaključila novinarsko konferenco, se zahvalila vsem, ki so sodelovali in dala gospe Ravnik besedo zadnjo z novico, oziroma s sporočilom, ki je mogoče nenavadno. Aktualno, nekoliko nenavadno, moram jaz se zahvaljujem za to priložnost. Morda ste zaznali to, da smo včeraj odpirali v Narodnem muzeju Slovenije tule čez cesto razstavo Japonska umetna obrt s tradicijo rojena sodobnost. V dogovoru z veleposlaništvom Japonske v Ljubljani smo se odločili, da vse prihodke, ki jih bomo na ta način v muzeju prejeli, namenimo za žrtve te neverjetne katastrofe na Japonskem. Tako da bi vas iskreno prosila, če lahko mediji nam pri tem pomagate, da bo naš obisk večji in da bo naša pomoč Japonski večja. Hvala lepa. Lepo. Hvala lepa. In hvala lepa tudi vam vsem in nasvidenje.